počnejo svoje. Torej, vsem prav lep pozdrav na današnji tiskovni konferenci. Kljub temu, da je bolj skromen obisk, je zagotovo pomen tega, o čemer se zdaj odloča, izjemno daljnosežen. Namreč, kaj se je zgodilo? V poslanski skupini SDS smo predlagali poenostavitev imenovanja predloga vlade, in sicer tako, da bi do 1/3 lahko ministre postavili razrešil kar sam predsednik vlade. Potem je o tem bila oblikovana strokovna skupina in ta je prišla s predlogom, ki je, če sem zelo diplomatski, zloraba tistega, kar smo predlagali mi. Namreč posega v same temelje ustavnega sistema in to tako, da spreminja naravo ustavno-pravnih temeljev države Slovenije. Slovenija je bila od osamosvojitve naprej, od uvedbe nove ustave, pač parlamentarna demokracija. Sedanji predlog strokovne skupine pa brez, da bi bilo to v tem kakorkoli poudarjeno, pomeni praktičen pomik ustavno-pravnega reda države Slovenije v smeri predsedniškega sistema. Namreč, kaj so predlagali pač ustavni strokovnjaki? To, da se v celoti zavrne predlog SDS in da, če samo citiram bistvo, ministre postavlja in odstavlja kar predsednik države. To pa je seveda značilnost predsedniških ustavno-pravnih sistemov, po katerih se doslej Slovenija niti ni zgledovala in za katerega niti približno nima ustrezno napisane ustave, kaj šele ostalih pravnih aktov, kar bi v bodoče pomenilo, da če bi v tej smeri šli, bo potrebno spremeniti še celo vrsto členov, domnevam, da postopno, da se ne bo videlo, kako drastičen poseg v ustavo bi pomenil ta predlog. Vsekakor pa v poslanski skupini SDS menimo, da je sedanja ustavno-pravna ureditev v svojem temelju, torej da gre za parlamentarni ustavno-pravni sistem ustrezna. Mi sodimo v rimsko-germanski ustavno-pravni red, tam so, kot vemo, take ureditve značilne in da je nevzdržno, da se poskuša sedaj ob spremembi ustave dati velike možnosti vpliva na izvršilno oblast v roke predsednika države. Predsednik države po sedanji ustavno-pravni ureditvi je predvsem reprezentant. Če bi kdorkoli poskušal zanikati, da se s tem dajejo velike pač pooblastila in možnost vpliva na izvršilno vejo oblasti v roke predsedniku države, je seveda jasno, da je lahko tudi, če rečemo, da gre samo za formalnost, pa še daleč od tega, da bi šlo samo za formalnost, podobna ureditev pri imenovanjih veleposlanikov, pa tudi tam vemo, da je že v mnogih primerih prišlo do zavrnitve, pa do drugih zapletov, kar seveda zelo jasno pove, da gre za spremembo, za katero, kot sem dejal, posega v same temelje ustavno-pravnega sistema države Slovenije. S tem se na nek način uresničujejo mokre sanje Milana Kučana, kajti vemo, da je on dvakrat bil za to, da bi se spremenil ustavno-pravni red, času, ko je bil še predsednik države in je želel večja pooblastila in taki predlogi so bili tudi v igri v Državnem zboru Republike Slovenije, vendar zato nikdar ni bilo ustrezne večine. Sedanja levičarska večina pa, kot smo videli zadnjič pri glasovanju, obsega 62 glasov in to tudi lahko doseže. Če bo tak predlog sprejet, to pomeni, da država Slovenija od tega dne naprej ne bo več povsem parlamentarna demokracija, ampak bo šla v smeri predsedniškega sistema, ki ga poznajo tudi nekatere demokratične države, vendar to za Slovenijo pomeni povsem drugačno ureditev, nujnost spremembe ustave še naprej, pa potem tudi zakonodaje, v poslanski skupini SDS pa to v celoti zavračamo. Hvala, če je kakšno vprašanje? Hvala. Hvala vsem.